Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni ob novem izidu založbe Beletrina. Gre za roman Samohodec ali naši boji avtorja Jurija Hudolina po nekaterih motivih in doživetjih Igorja Vidmarja. Tako lahko v delu vidimo obdobje izjemno široko, torej vse od 60 let prejšnjega stoletja pa do današnjih dni. Tule ob meni današnji gost, pa moramo morebiti za začetek preveriti, je to Boban ali Igor? Spoštovani kolega, to je dobro vprašanje. Tudi meni to trenutno ni čisto jasno, ker se poglabljam v korekture te knjige in malce identiteta mi preskakuje, ne. Podobno kot je zaupnik Udbe na Radio Študent že leta 1972 ugotavljal, da ima Igor Vidmar nekatere shizofrene lastnosti, ne. Ena od prvih stvari, ki jih preberemo v knjigi, je ljudi z imenom Igor Vidmar je v Sloveniji več, toda eden in edini je Boban. Kako je pravzaprav prišlo do tega, da je glavni lik Jurijeve knjige Boban, čeprav seveda vse skupaj temelji na doživetjih Igorja Vidmarja? Ja, tudi to je zanimivo vprašanje in zelo pomembno za genezo tega dela, ki je pravzaprav, če smo natančni, neke vrste sequel, to se pravi nadaljevanje nekega drugega dela. Naslov le tega, tudi Jurija Hudolina, pa je Osnove ljubezni in zla. In če dovoliš, in tudi zase, sebi nekako v moralno in psihološko oporo, bom prebral odlomek iz te knjige, ki se nanaša ravno na tega Bobana, ne? Ki ga praktično uvaja v slovenski literarni kozmos in ena od posledic je tudi ta nova knjiga, o kateri se midva pogovarjava, ne. Prisluhnimo. Gre pa takole. V Istranki sem pač postaval, čakal znance in čivirikov več ali manj tjav dan, kakršne volje sem pač bil. To je seveda Jurij Hudolin, ne. Avtor. Velike koristi mi Istranka v tem življenju ni dala, pokazala pa mi je, kako se dan zabije v tri krasne in kako metati denar v vrečo brez dna. No, moja pomba, Jurija so mnogi zelo obilno in redno častili, tako da prav hude vreče denarja ni meto stran v Istranki, ampak to samo mimogrede, ne. Ljudje pa so te še psujejo na desert, saj me je cela Ljubljana spraševala, ti kaj me imate v Istranki, ali si ti cel dan na tržnici, ali imaš lokal? Jaz pa sem večinoma odgovarjal, da slednje, in so mi dali mir. Saj moji nič kaj empatični sonarodnjaki radi vidijo šibkega, izgubljenega in brez vizije zamišljenega človeka. Umetnik pač zguba, tolerirajmo mu, bodimo usmiljeni. Tako smo mislili, da je lokal moj in bil je mir. Skoraj vsak dan je prišel Boban. Novinar, kritik, poslovnež, vse se je vtaknil in je rad vse in vsakogar tudi komentiral. Vsega itak nisem poslušal, čeprav sem ga gledal v oči, kar je ena mojih dobrih lastnosti. Da se ne bojim ljudi, saj jim konec koncev nisem ničesar dolžan. Še manj pa, da bi komorkoli kaj pojasneval. Boban je kvasal vse živo, rastrasto in počes, od kulture, politike do ekonomije, o vsem je vedel veliko ali malo manj, ali pa je kakor petelin na gnoju, zgolj kikirikov. Govoril je ves čas kakor navit, verjetno tudi zaradi tega, ker je živel sam in je moral nekje izkašljati dozo besed, ki jo hočejo vsakodnevno zrafalizirani možgani, kar sem jaz počel s pisanjem in prevajanjem. Česarkoli, ne samo leposlovja. Evo, toliko za enkrat, a ne. Tako se je v bistvu Boban pojavil v tem slovenskem literarnem svetu. No in tudi v Istranki konec koncev sta z Jurijem redno oziroma se pogosto dobivala na ljubljanski tržnici, na tem znamenitem mestu. In kako se je razvila ta ideja, da bi pa v bistvu Boban dobil svojo knjigo? Torej, mislim, da gre tu za neko določeno teorijo zarote. Ideja, mislim, da je nastala, ampak kot rečeno, gre za teorijo, nekje v glavi Mitje Čandra ali pa morda skupaj z Jurijem, ne. Se pravi, glavnega, bi rekel, velikega demiurga
založbe Beletrina in Jurija Hudolina, njegovega kuma, ne, ali je Čander njegov kum, tega ne vem točno, ampak zelo sta povezana. Ne. Skratka, in na neki točki mi je to Jurij predlagal, ne, in potem se je začelo. Torej, jaz sem mislil, da se bo začelo, seveda, ne, ampak Jurij je imel že veliko zalogo, ravno teh stranskih pogovorov. In potem smo se nekajkrat, pravzaprav samo 2-krat ali 3-krat dobila še ne v stranki, ker tam je bilo precej glasno in ni bilo mogoče snemati dovolj kvalitetno. Ampak v Country baru, ki je tudi legendaren lokal na Dalmatinovi v centru Ljubljane. In tam sem mu jaz prosto, bi rekel, na izust govoril o svojih predvsem zgodnih, bi rekel, življenjskih izkušnjah. On je to snemal in potem prepisoval. Ne. In ja. In tako je v bistvu prišlo do knjige, ki pravimo, je narejena po motivih in doživetjih. Nekaterih motivih. Kako pa je bilo z samim domišljijskim dodatkom strani Jurija? Je tukaj Boban oziroma Igor kaj zaviral proces? Oziroma je Igor kaj zaviral, kaj vse se lahko Bobanu zgodi v knjigi? Absolutno ne. Torej, jaz sem pristaš absolutne svobode ustvarjanja, govora in vsakršnih človekovih pravic te sorte, seveda. In zato ni bilo govora, da bi posegal v to, kaj je Jurij na osnovi teh mojih doživljajev in motivov, bom rekel, potem domislil in dopisal, izpisal. Tega je kar precej, bom rekel tako. Je seveda tudi dosti Igorja Vidmarja, če tako rečem, ne? Če preskočim malo na to stran. Ampak je pa ogromno, bom rekel, popolnoma fantasmagoričnih doživljajev, Bobanovih, ne, avtentičnih, izvirnih, ki pač jih Igor Vidmar žal ni doživel. Ne. Če tudi nekateri so bili malce zoprni, tako da je še boljše, da jih ni. Je pa res, da vsaj v tistem uvodu, ko se prikaže mladost Bobana, je pravzaprav zanimivo, da se en kup enih stvari izkristalizira, ki so seveda pomembne za njegovo kasnejše življenje. In tukaj se mi zdi, da je pa še največ avtentičnosti z Igorjem Vidmarjem. Ja, tudi jaz bi se s tem strinjal, ne, gotovo. Ima pa tudi nekaj izpustov. Ne. Recimo, ta epizoda iz pionirskih časov Igorja Vidmarja na osnovni šoli Milojke Štrukelj v Novi Gorici, ko je bil predsednik prve pionirske komune v Jugoslaviji, ne, in od tedaj mu je ostala pesem, torej Mi smo slovenski pionirji. Ne. To besedilo še danes zna, ne, in ga včasih si tudi rad zažvižga melodijo. Pravzaprav se kar dokaj istoveti z vsebino te pesmi, medtem ko Jurij je to samo navrgel kot češ, to je bila pač neka dolžnostna zadeva povezana s to, bi rekel, funkcijo, ne, predsednika pionirske komune. Ne, resnica je ta, da je ta pesem, da mu kar, če lahko tako rečem, ne, leži in zajema bistven del mojega, bi rekel, forme mentis iz mladostnih časov, se pravi osnovne šole, pa tudi še kasneje. Glede na to, da v knjigi seveda vidimo zelo široko obdobje, ne nazadnje od hipijevskega gibanja preko punka, Laibacha, osamosvojitev, prva leta tranzicije, mi je bilo zanimivo, koliko pravzaprav je tukaj Boban tudi služil kot nek lik, ki je lahko povedal kaj, česar mogoče Igor ne bi mogel povedati. Niti ne. Igor Vidmar je marsikaj povedal, česar Boban potem v knjigi ne pove. Recimo, izpuščena je cela, rekel bi, Studio City dejavnost Igorja Vidmarja, ne. Tu se Boban očitno ni našel, ne. In je pač ni. Omenjeno je sicer, da je bil in da je še kolumnist Studia City, vendar ni nobenih, bi rekel, če tudi je imel na voljo dokumentacijo, ne, v katerih je Boban, oziroma ja, Igor Vidmar, ne vem točno kdo, je, bi rekel, marskiral na temo konkretnih politikov z imeni in priimki, a ne. Recimo Depalskega Janeza, pa Oglejskega, kaj že, dobro, Lojza je Oglejski, ne, pa potem tudi Milana Kučana in njegovega bizarnega Foruma 21 in tako naprej in tako nazaj.
Tudi Igor Bavčar je bil na tapeti večkrat, seveda, ker si je to nedvomno zaslužil, ne? Seveda v teh novejših časih tajkunstva in podobnih podvigov. Bil je noter tudi recimo Edward Owen, eden pomembnih dejavnikov liberalne demokracije v 90-ih letih, a ne? In direktor stanovanjskega sklada, ki je izjemno kreativno, da rečem, izkoristil zakonsko praznino, ničesar ni ukradel, vse je vrnil, ne, ampak hkrati se je pa še lepo okoristil, ampak ker ni bilo zakonov, ni bilo tudi zločina in pregona. Meni je zanimivo, da marsikdo od znanih osebnosti, pa ne bo iz seveda tega glasbenega ali pa političnega sveta, je predstavljen v knjigi in to da romanu še dodatno vrednost. Mi je pa zanimivo, da določene osebe so seveda predstavljene s pravimi imeni, določene pa s psevdonimi. Ja, to je bila avtorjeva odločitev. Ne, recimo v tejle prejšnji knjigi, se pravi Osnovi ljubezni in zla, ne, nastopajo nekateri liki, ki so potem tudi v Samohodcu, politični, bi rekel, veljaki in tako, ampak v osnovah so s psevdonimi, medtem ko v Samohodcu pa s pravimi imeni. To je spet ena taka zanimiva izbira avtorja. Zanimivo je, če se nekako, kot seveda navdušenec nad glasbo, predvsem vržem na to, koliko je pač presunljivo brati vse te koncertne izkušnje koncertnega organizatorja, ki mu seveda v Sloveniji ni para, ko govorimo o kilometrini in pa... Ja, ok, hvala, ni treba. Mi je bilo pa zanimivo, notri v knjigi je en stavek, ki pravi: samodisciplina je ključ do vsakega uspeha in slab vojščak življenja si, če te preveva lahkotna bahavost trgovskega potnika. Zanimivo mi je pravzaprav, kako je bilo moč vse te koncertne turbulence, ki so se dogajale v zelo dolgem obdobju, strniti v eno tako knjigo. Kako pravzaprav si... Dobro, pravzaprav, če sva natančna, ne, v knjigi so koncerti bolj ali manj z nekaterimi redkimi izjemami, predvsem Pankrtov pa Seals and the Banshees, to se pravi začetka tega projekta Ropot oziroma Škuc Ropot, so samo našteti, a ne. Kar je že dosti in na koncu seveda, kar je še posebna kvaliteta te knjige, je pa kompleten seznam vseh koncertov Ropota in Škuc Ropota. To bo prvič objavljeno v katerikoli slovenski publikaciji in mislim, da bo posebna vrednost te knjige. Je pa zanimivo pravzaprav eno poglavje v knjigi, ki se nekoliko osredotoči na Red Hot Chili Peppers. Zanimivo mi je bilo predvsem ta anekdota pravzaprav nekoga, ki tega koncerta ni speljal, ampak mu pa služi kot izhodišče za to, kako je pravzaprav sploh deloval vsa ta leta. In to poglavje se mi zdi zelo zanimivo v knjigi. Ja, no, s tem se morda ne bi čisto strinjal, ker namreč, če bi Boban ves čas deloval na ta način, namreč, da si je malo predolgo obotavljal z potrditvijo interesa za Red Hot Chili Peppers, takrat to se pravi leta 92, 93, za neverjetnih $10,000, tako rekoč nič, ne, potem verjetno ne bi bilo toliko koncertov velikih imen v Ljubljani, pa še tudi drugje po Jugoslaviji do leta 91, ne. Se pravi, ta epizoda je bolj, kako bi rekel, ja, ena taka odprta rana, no. Ne pa omenim še nekaj, česar pa tudi ni, recimo, ne, da bi moral nastopiti in je bil že, pogodba je bila že podpisana, Boban jo je ravno on dan, ko je brskal po svojih arhivih, našel kompletno pogodbo za koncert Neila Younga. Ne? Vendar si je potem gospod pač zlomil mezinc na roki in pač ni mogel seveda igrati na kitaro in je cela evropska turneja odpadla. Podobno velja recimo za Johnnyja Casha. Ne? Velikana countryja, country rocka ali pa poezije, rockovske, countryjevske, kakor želite, ne? Tudi on je bil že potrjen, križanke rezervirane, vendar je pa, bom rekel, zbolel za srčnimi težavami srca, ki so ga kmalu zatem tudi žal pač pokopale. No. In še ena skupina je zanimiva, to je bila pa po letu 2003 in napadu na Američanov na Afganistan. To je bila pa skupina Massive Attack. No, ki pa se je takrat morala preimenovati samo v Massive, ker
Attack je preveč spominjalo na to, bi rekel, agresijo, bodisi na 11. september, bodisi na vojno v Afganistanu in tako naprej. No in tudi z njimi sem bil dogovorjen, spet koncert v Križankah, ampak so morali ravno iz teh razlogov odpovedati. Ne. Se pravi, to sta bila oziroma kar 3 koncerti pomembnih bendov, ki bi lepo zaokrožili Bobanov opus koncertni, ne, ampak se žal niso zgodili. Ne. Da o Red Hot Chili Peppers ne govorimo. Seveda. Je pa res, da te Red Hoti se nekoliko navezujejo še na tisto samodisciplino, kjer... Samodisciplina. Ne. Tu, kako bi rekel, tu je Boban deležen enega, ne vem, kako bi rekel, enega tanga specialnega tretmaja strani avtorja, ne, Jurija. Namreč ves čas, bi rekel, se mu vrti po glavi oznaka Marka Breclja mednarodni škodljivc, ne? Pa tudi poslovno salo, ki pa ni bila izvirno, bi rekel, namenjena Bobanu, ampak nekemu drugemu junaku prav iz te knjige Osnove ljubezni zla, ampak kot v tem smislu pač, seveda, to je bil pač biznis in tako naprej. Seveda ni bil v prvi vrsti biznis, a ne, bilo je poslanstvo, če sem lahko, bom rekel, malce domišljal, a ne. Šlo je za to, da se zgodi v Ljubljani, v Sloveniji in nekaj let tudi v Jugoslaviji čim več koncertov, ki naj približajo to kulturno sceno, rekel bi, evropski, svetovni, ampak seveda, disciplina je bila pa potrebna za to, da so se koncerti sploh lahko zgodili, da Bobana entuziazem, recimo, ali pa, bi rekel, pretirana želja ali pa ljubezen, fenovstvo do kakega benda ne bi pripeljalo do finančnega fiaska, ker potem bi bilo konc serije, a ne? Ker denarja, torej, koncerti so živeli tako rekoč iz rok v usta, kot se reče. En uspešen koncert je omogočil naslednjega in tako naprej in tako naprej. No, po nekaj letih uspešnih velikih koncertov je nastala tudi določena zaloga denarja, ker je bilo treba plačevati tudi avanse, to so pač ti postopki. En neuspešen koncert bi hitro najbrž vse skupaj uničil. In torej, potem, najbolj bizarno je pa, da se je to zgodilo v začetku tega tisočletja, ne, recimo Pearl Jam, še eno veliko ime, ne, o tem pa piše notri tudi Hudolin, je Boban precenil, bi rekel, zanimanje publike in tudi torej uspešnost prve predprodaje in je nehal z reklamo. Ampak seveda se na koncu je bil koncert vseeno uspešen. Hala Tivoli velika je delovala kot polna, vendar je manjkalo ravno tam 500-700 prodanih vstopnic za to, da bi se zadeva pokrila, da o dobičku ne govorimo. Ne? In je bil kar krepek minus. Ne? Predvsem to število in pa tudi seveda odmevna imena, ki so v preteklosti prišla v Slovenijo zaradi Igorja Vidmarja, so tiste, ki dajo še dodatno težo knjigi in pa en kup izkušenj ne samo za koncertne organizatorje, pa za koncertne navdušence, ampak mislim, da za marsikakšnega ljubitelja glasbe. Druga pomembna stvar, kar se samega romana tiče, se mi pa zdi predvsem to obdobje, ki je seveda izjemno dolgo in široko, obdobje nekakšne tranzicije osamosvojitve, kjer so nenazadnje punk, Laibach, naci-punk afera, plakatna afera, vse te stvari odigrale ključno vlogo. Zakaj je to v bistvu neka zgodba, ki jo je potrebno tudi zdaj 30 let kasneje podoživljati in pa z novimi informacijami obogatiti? Zakaj je pravzaprav to toliko res ključen segment neke slovenske zgodovine, ki se je pisal močno tudi preko glasbe? Torej, najbolj enostaven odgovor bi bil za to, ker spomin na te dogodke in na te čase vendarle peša. Ne? In to ne samo spomin protagonistov, ampak tudi spomin, bi rekel, najširšega kroga javnosti, ali pa da rečem državljanov. Ne? Ni več del državljanske zavesti v tisti meri, da bi recimo preprečil take ekscese, kot se nam trenutno dogajajo. Ne? Tu moram omeniti, da ravno na dan tega snemanja oziroma nekaj dni prej je prišlo do direktnega napada Ministrstva za kulturo na Škuc, enega od stebrov alternativne kulture v 80-ih letih in tudi kasneje. Namreč skupaj z vsemi ostalimi ustvarjalci, založbami, filmskimi, nevladnimi organizacijami, Ministrstvo za kulturo meče
tudi Škuc ven iz prostorov, ki jih ima sedaj na Metelkovi. Na Metelkovi, ki jo je pridobila, bi rekel, ravno ta alternativna kultura in ta akcija zasedbe Metelkove oziroma bivše vojašnice, bivše belgijske vojašnice leta 1993. Ne? Ja, ko je hotela rušiti takrat na oblasti v mestu Ljubljana ista politična opcija, pravzaprav, ki je danes na vladi. Ne? Tako da to je res huda zadeva in upam, da bo prišlo do mobilizacije in do preprečitve tega barbarskega dejanja. Ne? Skratka, pa še to je, ne? Z osamosvojitvijo se poenostavlja, oziroma vsi vidijo samo tista zadnja leta, recimo od leta 1988, ne, aretacija četverice, pa odbor za varstvo človekovih pravic, ok, pa recimo še Nova revija, 57. številka leto prej, ne, in potem, kar je sledilo, vemo, osamosvojitev in tako naprej. Skratka, neko politično dimenzijo, ne, morda še malo družbene, ampak predvsem politično, ne, kdo so bili osamosvojitelji, ne. Torej, videli smo intervjuje z osamosvojitelji, ne. To se pravi, kaj, vsi mi ostali smo pač kaj, osamosvojenci, ne, kot neki, smo kot čreda leteli za njimi, ne, ali kako. Skratka, ta kulturna ali pa družbena dimenzija ene množične zavesti, ki pa je nastajala skozi 80. leta, najprej torej z Pankrti in Pankom kot nekem, rekel, žgalno vrvico, a ne. Potem seveda nova družbena gibanja in tako naprej. Tudi Nova revija, seveda, nedvomno. Mladina, jasno, Radio Študent. Ne. To pa gre počasi v pozabo in bom rekel, ker to so v bistvu tudi inštitucije slovenske osamosvojitve. Ne. Evo, Radio Študent je tudi v velikanskih težavah že dolgo časa, ne, finančnih in vsakršnih. Mladina je na robu, bom rekel, sicer, ampak je tudi na udaru, ne, in tudi njo se bo verjetno poskušalo zatreti. Ne. Skratka, tudi zato upam, da bo ta knjiga nekaj prispevala tudi na to temo, ne, da bo oživila tiste čase in to bi rekel, kulturno dimenzijo teh časov. Definitivno se predstavi kup novih tematik kot motorji dezintegracije, kar je zapisano v knjigi. In zanimivo je pravzaprav res, da je bil punk v Sloveniji tako hitro in tako močno zastopan, kar je seveda krivda tako Tomca, Igorja in vseh ostalih, ki so konec koncev pripeljali to angleško subkulturo takoj k nam. Jaz morda bi malce popravil. Mislim, da so kar ustvarili na podlagi seveda te, bi rekel, spodbude, zgleda Sex Pistols, našo lastno domačo subkulturo, punkovsko, ne bom rekel, rockovsko, ne. In potem tudi celo gibanje. Dejansko za železno zaveso. Seveda, ja, ampak to je zato, ker je bila Jugoslavija, ker ni bila del vzhodnega bloka, ker ni bila del komunističnega lagerja, kamor nas danes, bi rekel, te naše desne oblasti poskušajo potisniti, ne, v to višegrajsko skupino držav bivšega sovjetskega, varšavskega pakta in tako naprej. Se pravi, in Slovenija znotraj Jugoslavije je bila pa še posebej drugačna in bliže Zahodu in bolj odprta in tako naprej. Ne. Ja, definitivno. Z omejitvami, jasno, ne, ampak nikakor pa ni bila totalitarna, kot zdaj vse mogoči, bi rekel, kvazi novinari nakladajo in tudi politikanti, a ne. Bila je avtoritarna, seveda, ampak totalitarna pa v zelo majhni meri. No. Seme punka je zelo hitro v bistvu vzklilo na teh naših neuvrščenih tleh. Je pa zanimivo, da še danes se marsikdo ne spominja pravilno tega, kaj se je pravzaprav dogajalo. In zanimiv mi je bil ta del knjige s člankom od gospoda Jergoviča, seveda, ki se je zelo hitro asociiral na to, da punk se je dogajal v Sarajevu, zabrano puščanje so bili glav. Ja. Kako pravzaprav se izgublja ta nek kolektivni spomin in zato je najbrž toliko bolj ključno, da ohranjamo te spomine v knjigah. Ja, tu se strinjam, no, in tu gre zasluga avtorju in njegovemu kumu, ne, da sta, bom rekel, Bobana ali Igorja Vidmarja, ne vemo še čisto dobro, ne, bom rekel, torej
postavila v središče te zgodbe in iz tega naredila pravzaprav ona dva zgodbo. Ne? Je pa res, da jaz v bistvu ob branju sem imel občutek, da se bo ta zgodba nehala tam nekje potem z Slovenijo, z osamosvojitvijo, ampak ne. Dejansko smo šli v novo tisočletje, v to, kako je pravzaprav Igor seveda deloval tudi v novem tisočletju in s koncerti in kot kolumnist seveda na Studio City. Bilo pa mi je zelo zanimivo to zadnje poglavje, ta velika slovenska večerja, ki pravzaprav nekako vse skupaj sprav na neka tla doline Šentflorjanske. Da. Dobro, tako bi rekel, to je čisti Boban, ne, seveda čisti Jurij Hudolin, najbrž z nekaterimi torej, nastavki, ki bi rekel, ne, jih je Jurij spet izpeljal iz tega izvirnega Bobana, iz knjige Osnove ljubezni in zla, ki jo toplo priporočam kot morda uvod celo v to knjigo Samohodec. In tu bi morda prebral še en odlomek, ki še več pove, zakaj je Jurij Bobana oblikoval in postavil take situacije šentflorjanske, kot je ta večerja, kot ga je, a ne. Se pravi, vedel je veliko, Boban, ne? In čeprav so bile politične stvari, ki še niso prišle v javnost, večinoma tračarske provenience, pa je imel več kratov mastne in verodostojne informacije. Glede ropanja svojih političnih prijateljev in podpornikov pa je znal zamižati, celo zaspati, ali pa se jim vročekrvno in bojevito postaviti v bran. Upam si trditi, da je bil med top 5 informiranimi ljudmi v državi, vreden svojega denarja, a sem ga imel rad, saj drugače ni bil slab, tudi svinjane, saj do menene malenkostne pljunke pač pozabim. Celo življenje je hodil po sprejemih, koncertih, razstavah, literarnih večerih, imel je ošiljen in včasih zaslepljeno zašiljen okus in nos, tako si je pač izbral življenje med brezplačnimi banketi in recenzijskimi izvodi. Torej, kako bi rekel, tukaj sem pa res nagnjen k temu, ne, da bi se malce distanciral od Bobana in bi rekel, da Igor Vidmar pa res ni bil to. Ampak, no, sej z Jurijem sva o tem tudi že razpravljala in nekako je priznal, da je to ene vrste kompozit, ne, sestavljen karakter, kjer je noter vnesel dosti drugih, s katerimi je imel take izkušnje, ne, bom rekel. Parazitske, ali kako bi rekel temu. No. Ja. Najbrž vseeno ob branju tudi Igor je pomislil na to, kakšne lastnosti Bobanove bi pa mogoče vseeno tudi Igorju Vidmarju pasale. Ja, ne vem, težko bi rekel pravzaprav, res bi težko rekel, ker je, vendarle mislim, da je Boban manj kompleksna osebnost kot Igor Vidmar, no. Res je. Je pa vse tisto, kar drži, kar je povezano med Igorjem in Bobanom, tisto, kar ustvarja Bobana kot tako zanimiv lik, kar ga vidimo v romanu. Ja, upam seveda, da se bo to izkazalo tudi v zanimanju publike, kupujoče publike za to knjigo, a ne? Ker v tem je tudi en del, bi rekel, poante, a ne? Da gre knjiga med čim več ljudi. Toliko, da še povemo, kar se same lokacije dogajanja tiče, tako kot je seveda sam časovni kontekst izjemno raznovrsten, so tudi lokacije zelo široko zastavljene. Pomemben del ima London kot nekakšna meka, ne nazadnje punkerskega gibanja, pa tudi neke odprtosti v tistih časih, pa seveda Beograd, Zagreb kot koncertna prizorišča, ki so bila izjemno pomembna pri nas, in pa Nova Gorica oziroma cel ta primorski melos. Dobro, ne vem, sicer, če se ta primorski melos sliši, ne, in bi izdal, da rečem Bobana oziroma Igorja Vidmarja, ampak jaz se imam pač za Ljubljančana primorske provenience ali pa goriške, ne, ker dejstvo je, da sem rojen v Ljubljani, ne, in da bi rekel, živim tu koliko, 50 let, ne, še malo več. Ne. Ampak to niti nimam pa se za Ljubljančana, kot bi se reklo, ne. Zdaj, glede na to, da počasi prehajava k koncu pogovora, bi mogoče lahko izkoristil to priložnost, kako lahko Igor sam predstavi knjigo in reče, marsikaj na tem delu boste izvedeli nekaj novega o meni, marsikaj, kar boste pa prebrali, je pa seveda samo zanimiv dodatek, ki vam bo dal za razmišljati. Ne, nikakor ne dodatek, to je izjemno kreativna, bi rekel, z Jurjevo, huronsko in tudi poredno domišljijo, ne, povzročena, proizvedena, rekel bi, ja, ekstrapolacija, izvedenka iz tega lika, ne. Tako da resnično, jaz, torej, Igorju Vidmarju ne bi pripisal več kot toliko, rekel bi, zaslug za
zanimivost te knjige. Ne? Ok, koncerti, absolutno, pa še marsikaj drugega, ampak Boban je pa zagotovo v središču in mislim, da je to tako prav. Jaz mislim, da je to najlepše tudi seveda povabilo bralcem in bralkam k nakupu in k seveda prebiranju knjige. Hvala še enkrat, Igor, za tale pogovor. Toni, hvala tebi. Zelo zanimivo, pravzaprav smo odkrili marsikaj. A si rekel Igor? Aha, dobro, ok. Zdaj, ok, pristajam. Najlepša hvala. Prosim. In pa seveda povabilo torej vsem bralcem, bralkam na ogled in pa prebiranje knjige Jurija Hudolina z naslovom Samohodec ali Naši boji, ki ga seveda lahko dobite v vseh prodajalnah založbe Beletrina. Hvala še enkrat in hvala za pogovor. Beletrina, v živo.